Ja, zdaj bi pa prosila, mogoče za pozornost, ker vidim, da se klepeta vse povsod. Vam bom takole povedala. Nujna je hitra sestava vlade. Pa veste zakaj? Ker je nujno, da čim prej odide obstoječa vlada, ki je namenoma vedoma kršila človekove pravice, kar je povedalo Ustavno sodišče več odločbah, in to zelo jasno. Gospod Mahnič, obsojam vaša izvajanja na zaslišanju gospe Tatjane Bobnar. A veste, kaj ste rekel? Razhajkal bom protestnike, ki so kolesarili in protestirali. Pravica do protesta, gospod Mahnič, je ustavna pravica. Ustavna pravica. Nihče, najmanj pa vi, gospod Mahnič, boste razganjali protestnike, ki izvršujejo svojo ustavno pravico. In da ne bo pomote, nihče ne bo razganjal protestnike, če ne bodo zelo konkretno fizično nasilni tudi pod prihajajočo vlado. In obljubljam, dr. Golob, da se bom prva oglasila, če boste poslali policijo nad protestnike z vodnim topom, solzivcev, s pendreki ali kakorkoli drugače. In pozivam novo ministrico za pravosodje, da takoj sprejme ustrezne ukrepe, da se ustavijo postopki zoper protestnike, vsi, tako prekrškovni, kazenski kot civilni, ker so neustavni. Gibanje Svoboda je nastalo zaradi zavržnih, nezakonitih in neustavnih ukrepov te vlade. Brez klepetanja, prosim. Nastalo pa je tudi zato, ker je imela odhajajoča vlada izrazito sarkastičen in ciničen odnos do ljudi. In veste kaj? Ljudje so ji dali košarico. In naj se nikoli več v tej državi ne ponovi, da bo oblast dvignila roke nad svoje lastne državljane, ker jih je. In naj se nikoli več ne tepta pravna država. In naj se nikoli več ne teptajo človekove pravice, ker so naši predniki kri dali zanje. Ja, smejte se, gospa Furman, kri so dali zanje. A veste, še nekaj bom povedala. Zdaj bom pa se naslovila na osebo, ki je tukaj ni, pa bi lahko bila tukaj. Ima vso pravico biti tukaj. Ker jaz se strinjam, da se ne govori o ljudeh, ki jih tukaj ni, če niso poslanci. Gospod Janez Janša, verjamem, da me gledate. Če menite, da vam kot predsedniku vlade, zdaj odhajajočemu, gre pravica, da zaplinjate ljudi, da jih poklicno degradirate, ker se ne strinjajo z vami, da jih pošiljate v psihiatrične bolnišnice, da jih javno, ker mene ne zanima, kaj on dela v zasebnosti, kaj govori, žalite ljudi z vsem, kar vam tisti trenutek pade na pamet, vam jaz, bivša okrajna sodnica in popolna novinka v politiki povem, ne, nimate te pravice, nimate je. Spoštovani mandatar, spoštovane bodoče ministrice in ministri in Slovenija, srečno. Hvala. Postopkovno mislim, da najprej. Ste se vi javili najprej? Replike ni v tem primeru. Po 71. členu pri delitvi časa ni replike. Kaj boste postopkovno? Izvolite postopkovno. Hvala, podpredsednica. Zdaj uporabil bom v bistvu vašo dikcijo, ki jo vi večkrat uporabite, in sicer, da bi vas prosil, da kolegico opozorite, da ne zavaja. Kolegica, vi ste bila tukaj, ko je bilo to zaslišanje. Jaz sicer mislim, da je bil ta nastop vrhunski in če bi ga gospa lahko ponovila, naj ga še parkrat ponovi. Ampak spominjam se, 2014-2018, ravno tako je sedela tukaj ena sodnica Jasna Murgel. Mislim, da se danes noben več ne spomne. Ampak grdo je, da gospa bivša sodnica ne pozna ustave. Tudi sam zagovarjam proteste, ki so v skladu z ustavo in v skladu z zakoni. Seveda je dovoljeno protestiranje, ampak da pa sodnica zagovarja proteste, ki niso prijavljeni, pa je problem. Zato bi vas, gospa podpredsednica, prosil, da gospo opomnite, naj ne zavaja in da naj njena razprava ne bo v neskladju z zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji, in zakon veleva, da je vsak protest potrebno prijaviti. Ne kolesarski, ne drugi protesti, gospa bivša sodnica, niso bili prijavljeni.
Spoštovani poslanec, niste mi citiral člena poslovnika, po katerem naj bi kakorkoli opomnila. To pač ni postopkovni predlog. Ker pa ste me pozval, ker sem bila sama na tej seji, moram reči, da ste decidirano izjavil, da vi bi to že takoj razhajkal, te kolesarje. To ste pač izjavil, to smo vsi slišali, da bi bili vi pač bolj učinkoviti pri tem očitno, kot je bil minister Hojs svojo ekipo pa generalni direktor policije. Olaj, dr. Olaj. Tako da sedaj, mislim, da je še poslanka kolegica Jelka Godec se prijavila k postopkovnemu predlogu. Predsedujoča, jaz bi prosila, da v bistvu za vse nadaljne možne prijave oziroma razpravljavce, tiste, ki so se prijavili, opomnite na to, da je danes na dnevnem redu oziroma da je sedaj le točka tik pred glasovanjem smo liste kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije. Meni je zelo žal, da so takšni govori, ki so bom rekla, že v mimiki in govoru zelo sovražni in da govorijo o tem, da je nekdo zaplinjal ljudi, zelo slaba popotnica za novo vlado. Danes in sedaj bi morali govoriti o tem, oziroma sem vsaj pričakovala s sredinske strani, govora o tem, kaj bo ta vlada naredila, kako bo delovala in ne takšnih sovražnih govorov. Zato lepo prosim, če lahko vse oziroma da vse poslance, ki uporabljajo takšen sovražni govor, opozorite, da v Slovenski demokratski stranki tega v Državnem zboru pač ne bomo dopuščali. Najlepša hvala.